Spoštovane svetnice, cenjeni svetniki, en lep dober večer želim vsem skupaj. Pričenjamo z 22. sejo občinskega sveta. En prav lep večer želim tudi gospodu poslancu, Bojanu Podkrajšku, direktorju javnega komunalnega podjetja, gospodu Doverju, Zavoda za šport, gospodu Šretlu, stanovanjskega podjetja, gospodu Tomažu Rihteršiču, predstavnikom medijev in pa vsem poročevalcem. Najprej moram upravičiti odsotne gospoda Nečemerja in pa gospoda Štromajerja, pa vmes je še poslala opravičilo predsednica nadzornega odbora, gospa Irena Švab-Kavčič. Mogoče zopet ni odveč, še malo ponovimo glasovanje, se pravi, glasovalna naprava deluje enka za, dvojka proti. Najprej dajem v razpravo predlog zapisnika 21. seje, ki je bila 22. decembra lanskega leta v Konjičanki. Sprašujem, so kakšne pripombe, potrebne spremembe, dopolnitve? Ugotavljam, da pripomb ni in zato predlagam, da malo potreniramo glasovalni aparat. Enka za, dvojka proti. Glasujemo. Evo, vsi smo glasovali. Rezultat vidite, 21 za, nihče proti. In smo pri predlogu dnevnega reda. Dnevni red predlagani ste dobili skupaj z vabilom. Mimogrede, slišal sem od par svetnikov, da je gradivo za sejo prišlo dokaj pozno, kakšna 2 dni nazaj, ampak to moramo krivdo pripisati Pošti Slovenije. Iz hiše je šlo pravočasno. Jaz sem celo rekel, da to ni možno, ker jaz dobivam pošto dokaj redno, ampak so rekli, da ima menda veze ali kaj ne. Dnevni red ima 8 točk plus tista 9. vprašanja in pobude. Sprašujem, če so potrebne spremembe, dopolnitve dnevnega reda. Ugotavljam, da ni pripomb zoper predlagani dnevni red in predlagam svetnicam in svetnikom, da sprejmemo dnevni red za današnjo sejo. Kdo je za? Oziroma glasujemo za, proti? Tudi to je soglasno sprejeto, se pravi, dnevni red imamo in prehajamo na prvo točko, to je obravnava poročila o izvajanju akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Slovenske Konjice za leto 2016 in za uvodno predstavitev bom prosil gospod Lidijo Pratnemer, predsednico Sveta za invalide. Izvolite. Dober večer vsem skupaj. Spoštovani gospod župan, spoštovane gospe svetnice, spoštovani gospodje svetniki, pred vami in skupaj z vabilom ste sprejeli poročilo, za katerega bomo predlagali, da ga danes tudi sprejmete. Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Slovenske Konjice za leto 2016. Poročilo nazorno pokaže, da je v letu 2016 na področju, ki ga obravnavamo, bilo veliko narejenega, saj zajema kar 30 strani. Skozi to poročilo, če ga ste pozorno prebrali, lahko vidite, da so bila aktivna invalidska društva v naši občini, invalidske organizacije in nenazadnje tudi posamezne organizacije v naši lokalni skupnosti,
ko so se odzvale na naše predloge. Mislim, da lahko z zadovoljstvom povem, da smo v letu 2016, 14. septembra, imeli ustanovni zbor novorojenega društva, ki smo ga imenovali Neža. To je društvo za pomoč osebam z okvaro vida. Že na samem ustanovnem zboru je prevladalo izjemno optimistično razpoloženje, kar je znak, da bo društvo delalo dobro. Društvo ne deluje samo na lokalni ravni, pomeni, da se lahko v društvo včlanijo občani od drugod, ali konkretneje iz cele Slovenije. Na ta način smo uspeli pokriti tudi to problematiko, ki zadeva osebe z okvaro vida. V tem poročilu je zapisano, med drugim, kar želim posebej izpostaviti, da smo strani Sveta za invalide pošiljali organizacijam, da ne rečem, zaprosila predloge, kaj narediti na področju dostopnosti za osebe, ki so gibalno ovirane. In znova, in z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da so v zdravstvenem domu v Slovenskih Konjicah sledili našemu zaprosilu predlogu in tako lahko vsi ugotavljamo, da imamo prijaznejši dostop s pomičnimi vrati v sam zdravstveni dom. Osebe, ki so gibalno ovirane, še kako pomembno je, da imajo možnost gibanja v naših križiščih, kar se da neovirano. In tudi v tej smeri je bilo poskrbljeno, saj so bili poglobljeni pločniki v križiščih tako, da lahko in tudi primerno široki, da osebe, ki so gibalno ovirane, hitro prečkajo vozišče. To je brez dvoma bila velika pridobitev. V Svetu za invalide pa smo skozi vse sestanke, ki smo jih imeli, pa jih ni bilo malo, prišli tudi do enega zaključka, kaj je potrebno poudariti, ko govorimo o invalidu. Na prvo mesto je potrebno izpostaviti osebo, osebnost in k temu dodati še tisto, kar tej osebi nakazuje, v kateri smeri obstaja invalidnost. Primer. Osebe z motnjami v duševnem razvoju. Torej poudarek, osebe z motnjami v duševnem razvoju. Osebe gibalno ovirane. Torej vedno in če je le mogoče, je prav, da se v pogovornem jeziku potrudimo izpostaviti osebnost invalida. Nekako se spomnim, veliko sem delala z osebami z motnjami v duševnem razvoju, dogodka, ki je bil objavljen na spletu. In sicer znano je, da imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju možnost udejstvovanja na specialni olimpijadi. In na eni taki specialni olimpijadi
kjer je bil posnet film, pravzaprav sam dogodek, ne film, zgodilo se je, ko so osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe z Downovim sindromom, tekle na določeni progi, krajši progi in kaj se je primerilo. Na štartu so vsi se pognali in med samim tekom je bilo zaznati, da v njih ni bilo tistega tekmovanja čutiti, kdo bo prvi na cilj, ampak so gledali okoli sebe. Le zakaj? In nekateri so bili malo naprej, drugi za njim, in nazadnje je bil pa čisto en fant, ki mu ni uspelo tako hitro teči. In še več, padel je. Takrat pa se je zgodilo tisto, kar bi rekli, da ni mogoče pričakovati od zdravih športnikov. Ti fantje, dekleta so se ustavili, eden za drugim šli nazaj do fanta, ki je padel, mu pomagali vstati in nato so skupaj objeti družno prišli preko cilja. Ko gledaš tak posnetek, potem lahko rečeš, zmagali so. Vsi so zmagali. In še več, pri teh osebah z motnjami v duševnem razvoju je vse skozi, verjemite, zaznati ogromno in zelo veliko ljubezni, medsebojne solidarnosti, spoštovanja, vse tisto, kar se lahko od njih, bom rekla, skorajda učimo. In še bom povedala zgodbo, ki se je primerila tudi pri nas. Ko smo v Slovenskih Konjicah pred več kot 10 leti zgradili čudovit objekt, kjer imajo danes, bom rekla, delo osebe z motnjami v duševnem razvoju. In ko so takrat prihajali v VDC, pač tiste, ki smo jih pozvali, sem tudi jaz predlagala enemu od staršev, sem rekla, dajte, vključite vašega fanta v VDC. Seveda so starši z veseljem sledili mojemu predlogu in fanta vključili. Njihovo življenje se je v celoti, ob tem, ko je fant stopil v varstveno-delovni center, spremenilo na boljše. Fant je pokazal, da je zmožen živeti v skupnosti, kjer so enakovredni, kjer prevladuje, brez pretiravanja, ljubezen. In po nekaj časa je ta fant, na veliko presenečenje, meni osebno prišel do mene in mi dal roko, pa rekel, hvala vam, ker ste me sprejeli. To so besede, ki jih ni mogoče pozabiti, kajti štela sem, da so te besede bile namenjene ne samo meni, vsem nam v lokalni skupnosti in tudi danes zaključujem to svojo predstavitev s tem, ko vam povem. Hvala vam, ker ste v proračun dali tudi postavko Sveta za invalide, ker s tem štejemo, da ste nas sprejeli. Hvala. Hvala lepa predsednici Sveta za invalide, gospe Lidiji Pratnemer, za tole izjemno tankočutno predstavitev celotne problematike. Hvala tudi
njej kot predsednici za koordinacijo Sveta za invalide, seveda tudi vsem tistim, ki delujejo v tem Svetu za invalide in pa seveda tudi sodelavcema z občinske uprave Smiljani Sirc, Vipotnik in pa Andražu Mlakarju, ki koordinirata to zelo na nek način občutljivo, pa vendar zelo plemenito področje, ki nas loči kot družbo in nas tudi bogati. Zadnjih nekaj let smo naredili korenite spremembe na samem zavedanju tega, da med nami živijo ljudje, ki potrebujejo nekaj več pozornosti in za temi navidez drobnimi stvarmi pa vendar omogočimo vsem tem, da bistveno lažje živijo, predvsem pa, da se bolje počutijo med nami. Odpiram razpravo, gospod Lidija, še bom prosil, da še ostane z nami, če še želi kdo kaj dodati, vprašati. Imamo dovolj časa, da opravimo tudi kakšno razpravo na to temo. Izvolite. Ugotavljam, da ni gospod Tofentavšek, pa gospod Štefanič. Hvala lepa za besedo. Ja, ko to poročilo oziroma gradivo pogledaš, mislim, da je pravilno, da damo vso priznanje ljudem, ki so za te invalide in pa za ostale se toliko pripravljeni angažirati. To je pohvale vredno. Sem pa tle not nekaj videl, ko pa mi ni čisto jasno. Vse me ne bo gospa zamerila. Tule not, ko imamo mi na 13. strani, pa sem gledal, da nosilca tu not ni, ker je občina in je tu pričetek gradnje vrtca Prevrad, verjetno so sodelovali. Ko pa piše pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo vrtca v Ločah in pa ureditev krožišča v Lipi, to spada vse v ta del tu noter, pa vendar, če gledamo, da so to gradbeno dovoljenje in to pridobili drugi, tisti, ki so to investirali, da pa oni pa sodelujejo, bi pa to not pisalo verjetno sodelovanje, pa ne, da sem malenkosten. To me je malo, ko sem pregledal. Lahko pa, da jaz pravilno ne razumem. Vse mišljeno tak, če lahko vzamem, po točko 4 je dostopnost, da je Svet za invalide sodeloval pri vseh teh projektih, da je dal svoje mnenje, ne da bi on to gradil, to je jasno, da ne. No, jaz sem tako na brzino pogledal, pa na drugi strani nisem videl nosilca. Je pa zelo pomembno, da so pri vseh rekonstrukcijah, pri vseh novih projektih, da se vpraša za mnenje tiste, ki malo drugače vidijo, kot pa mi, ko hodimo vsak dan mimo, pa tega ne opazimo. To je pomembno. Ja. Gospod Štefanič. Glede poročila bi rekel takole, da mi je všeč taka predstavitev, ker je dosti pregledna. Zelo pregledno je, vidim, da je izredno veliko dejavnosti upeljanih na srečo. Imamo še take ljudi, ki se dosti angažirajo, čeprav vem, da to delo, da ta skrb ne prinese nobenega denarja, samo osebno zadovoljstvo. Želim vam vsem, ki sodelujete pri tem, da še naprej uspešno delate in za tiste, ki so pomoči potrebni in za svoje notranje dobro počutje. Hvala lepa. Še želi kdo besedo? Gospod Hlačar. Glejte, zdaj bi to, kar bom vprašal, ne paše zraven, vendar na televiziji je bil prehod v Lipo za normalne ljudi 6 sekund odprt, ne? In zdaj pa, ne vem, a je to, kako z ceste gre pobuda, da se tam čas podaljša, da lahko normalni ljudje in tudi invalidi, seveda, ki so bolj počasni, pridejo prej. Samo to je. Glejte, to je strokovno vprašanje in na to ta razširjanje neumnosti sveta na kanalu A smo dali že tudi odgovor in zaprosili za popravek in koliko sem jaz obveščen, da so na nek način že ublažili. Pri vsakem semaforu imaš čas, ko se semafor zafre in imaš čas, da prideš prek.
Seveda to ne pomeni, če on pride do pol ceste, se mora zdaj vrniti. Pomeni, da novi, ki zadnje pride, ne more več hoditi. In stvar deluje 7 let brez vseh težav, zdaj pa enemu pač nekaj ni bilo jasno, oni pa, bom rekel, zelo zavestno zlorabljajo to neznanje ljudi, ker ta novinarka, ta posnetek sem pa gledal, 2-krat upozori na to, da je strani direkcije za infrastrukturo dobila zagotovila, da je semaforom vse v redu, pa vendarle. In takih, mi smo dokaj ostro pismo napisali in tudi strokovno utemeljili, naj se ne gremo takšnega zavajanja ljudi, no. Semafor čisto normalno deluje. So semafori, kjer je zelena luč za pešce odprta samo 2 sekundi, ampak se vedno omogoča pri širših, pri daljših razdaljah prehodov, da povsem varno pešec pride prek, tudi invalid in tudi mamice z vozički. Še želi kdo besedo? Ugotavljam, da ne, zato predlagam, da preidemo na glasovanje in predlagam občinskemu svetu, da sprejme poročilo o izvajanju akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Slovenske Konjice za leto 2016. Glasujemo 1 za, 2 proti. Soglasno sprejeto. Hvala lepa za glasove in hvala lepa gospe Lidiji Pratlimer še enkrat. Mi pa prehajamo na drugo točko, to je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice Baumiller-Banex. Gre za skrajšani postopek, gre za prilagoditev današnjim potrebam podjetništva. Uvodno predstavitev bo opravil sodelavec občinske uprave Igor Frim. Lep večer, vse skupaj. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone Slovenske Konjice Baumiller-Banex obsega območje industrijskega kompleksa Baumiller, ki zaradi potreb po izboljšanju proizvodnega procesa potrebuje dodatne površine za skladišče in pa za odpremo svojega materiala. Tako da ta konkretna sprememba zajema zgolj to zadevo in sicer je pa kar specifična zaradi tega, ker pač se na novo pozida eno območje ob obvoznici med 2 halama, ki sta v lasti Baumillerja oziroma nekaj je tudi v najemu in se nahaja ob obvoznici in to pomeni, da je potrebno transport nekako vključiti na to obvoznico. Rešitev, ki smo jo našli za naročnika, je sledeča, da napajanje te obrtne cone Baumiller se izvaja preko vzhodne strani skozi kompleks Baumillerja in potem izvoz pod to nadstrešnico, ki je predvidena, se potem samo predvidi vključevanje prometa, desno zavijanje na obvoznico. Na ta način je rešen problem potem tudi tega vključevanja in je zadeva tudi bila prediskutirana na odboru in smatramo, da lahko gre zadeva po skrajšanem postopku skozi. Objekt, ki je predviden v skupni velikosti je 27x21 metrov, torej za skladišče in pa za nadstrešnico za odpremo blaga. Hvala. Hvala lepa. Gradivo je obravnaval odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor. Prosimo predsednika gospoda Toneta Ufentavška za mnenje odbora k predlogu odloka. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Odbor je na svoji seji obravnaval to spremembo in sprejel sklep. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor je obravnaval predlog odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone Slovenske Konjice Baumiller-Banex, na katerega ni imel pripomb in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem in to po skrajšanem postopku. Hvala lepa. Hvala lepa. Še statutarno-pravna komisija, magistrica Ksenija Klamfer. Ja, tudi na statutarno-pravni komisiji smo obravnavali predmetni odlok in potrjujemo in predlagamo občinskemu svetu sprejeti. Skrajšanje postopka. Prav, hvala lepa. Odpiram razpravo pred prvo obravnavo. Ugotavljam, da ni posebne razprave. Prihajamo na glasovanje. 1 za, 2 proti.
lepa, soglasno sprejeto. Odpiram razpravo pred drugo obravnavo in jo tudi zaključujem in predlagam občinskemu svetu, da dokončno sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah sezdalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice Baumiller Banex. Enka za, dvojka proti. Hvala lepa. Ugotavljam, da je odlok tudi v drugi obravnavi soglasno sprejet. Hvala lepa poročevalcu. Zaključujemo drugo in prehajamo na tretjo točko. To je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Slovenske Konjice. Gre za prvo obravnavo in uvodno predstavitev bom prosil sodelavko z občinske uprave Smiljano Sirc Vipotnik. Dober večer vsem skupaj. Veljavni odlok o gospodarskih javnih službah določa, da se obvezna gospodarska javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostanke predelave oziroma odstranjevanja komunalnih odpadkov izvaja kot koncesionirana javna služba. V novembru lanskega leta ste sprejeli pristop k ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, s čimer je občina Slovenske Konjice postala tudi lastnik. Prav tako se je v odloku določilo, da to javno službo upravlja Komunala Slovenska Bistrica, zaradi teh navedenih razlogov pa je potrebno uskladiti tudi odloke. Hvala. Prav, hvala lepa. Tudi to gradivo je obravnaval odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor in prosim predsednika, da poda mnenje odbora k predlaganemu odloku. Hvala za besedo. Bil je na odboru sprejet sklep. Odbor je obravnaval predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Slovenske Konjice in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem v prvi obravnavi. Hvala lepa. Še statutarno pravna komisija, magistrica Ksenija Kramfer. Statutarno pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem predmetnega odloka. Ja, hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave in predlagam glasovanje. Enka za, dvojka proti. Gre za prvo obravnavo. Hvala lepa. Ugotavljam, da je odlok v prvi obravnavi soglasno sprejet. S tem zaključujemo tretjo in prehajamo na četrto točko. To je predlog o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Zelo dolg naslov. Gre za prvo obravnavo in tudi tu na podobno temo uvodno predstavitev Smiljana Sirc Vipotnik. Hvala. Tudi tukaj so razlogi pač že bili isti kot pri prejšnji točki, se pravi, s tem odlokom določamo za izvajalca te gospodarske javne službe Komunalo Slovenska Bistrica. Hvala lepa. In tudi tu podoben scenarij. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Orna Ofentavšek, prosim za mnenje odbora. Odbor je obravnaval predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Slovenske Konjice in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem v prvi obravnavi. Hvala lepa. Še statutarno pravna komisija, gospa Ksenija Kramfer. Tudi statutarno pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem predmetnega odloka v prvi obravnavi. Hvala lepa. In na podlagi teh poročil odpiram razpravo pred prvo obravnavo. Ugotavljam, da posebne razprave ni in zato predlagam občinskemu svetu, da obravnavani odlok oziroma spremembe dopolnitve odloka v prvi obravnavi tudi sprejme. Enka za, dvojka proti. Hvala lepa. Ugotavljam, da je tudi ta odlok z področja komunalne dejavnosti soglasno sprejet v prvi obravnavi. Hvala lepa poročevalki in mi prehajamo na peto točko.
To je predlog sklepa o sprejemu finančnega načrta in plana dela javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice za leto 2017. Za kratko uvodno predstavitev bi prosil direktorja magistra Franca Doverja. Hvala lepa, gospod župan, spoštovani svetnice in svetniki, prav lep pozdrav tudi v mojem imenu. Pred sabo imate v obravnavi plan finančni načrt našega podjetja za letošnje leto. Na začetku bi rad poudaril, da se ta plan pričel delati že lanskega septembra in se usklajeval z proračunom in tudi potem sprejel po sprejetju proračuna. Na plan je podal tudi soglasje nadzorni svet javnega komunalnega podjetja na svoji 37. redni seji 24.1.2017. Pripravili smo plan za leto 2017, ki temelji na nadaljevanju naših aktivnosti na področju obnove vodovoda in hišnih priključkov in zmanjševanje vodovodnih izgub. Obnovo kanalizacije, izklopi greznic, praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, ravnanje s surovinami, urejanje javnih površin in pokopališč, osveščanje, obveščanje, izobraževanje uporabnikov, izvajanje projekta občina na poti nič odpadkov, izvajanje projektov skupaj za boljšo družbo, predvsem gre tukaj za promocijo voda iz pipe, hrana ni za zabojnike, zamenjamo še uporabne stvari in pa raba centra ponovne uporabe, nadgradnja standarda ISO 9000 iz verzije 2008 na verzijo 2015 in pa izvedba projekta družbi prijazno podjetje. Želimo delovati z vsemi dejavnostmi tako, da bo naš rezultat pozitiven ob zavedanju, da za ceno, ki jo plačujejo uporabniki naših storitev, ohranimo in izboljšujemo nivo naših storitev z nenehnim procesom izboljšav. Zato bomo v naslednjem obdobju in letih dali še večji poudarek zagotavljanja kakovosti na naslednjih področjih. Izboljšanje kakovosti priprave in distribucije pitne vode, izboljšanje ravnanja z gospodinjskimi komunalnimi odpadki, izboljšanje kakovosti ravnanja z odpadnimi vodami in pa postopno posodabljanje notranje organizacije družbe, izboljšanje kadrovske strukture ter splošno in strokovno izobraževanje zaposlenih v našem podjetju. Tako smo za leto 2017 planirali prihodke v višini 3.650.000, kar je nekaj več kot je bil plan za 2016, odhodkov prav tako 3.647.000 in skupni rezultat je dobra pozitivna nula. Plan temelji na obstoječo veljavnih cenah z ocenjenimi minimalnimi možnimi korekcijami, predvsem pri ravnanju z grezničnimi goščami in pa omrežnini čiščenja, kar se nanaša predvsem na izkoriščenost čistilne naprave. V letu 2017 bomo pričeli voziti mešane komunalne odpadke na RCR Pragersko v obdelavo in tudi v odlaganje, za katero pa cene in tega še na današnji dan ni in bo to narejeno z elaboratom, ki ga bo pač družba posredovala tekom leta, ko bodo sprejeti ti akti dokončno, kot ste jih ravno kar pred tem, bi rekel, prvi obravnavi že sprejemali. V letu 2017 se načrtuje dela, investicijskega vzdrževanja dela v višini 470.000 evrov, kar pomeni na vodovodnem omrežju za 220.000 evrov, na kanalizaciji 180.000, na čiščenju 30.000 in pa na ravnanju z surovinami 40.000 evrov. Kot v preteklem letu bomo tudi v letu 2017 naše delo opravili stroškovno učinkovito, pošteno, pravilno, pravočasno in produktivno z do 50 zaposlenimi sodelavci. Verjamemo in upamo, da boste kot odločevalci in uporabniki naših storitev tudi vi promovirali pitje vode iz pipe, zmanjševanje količin odpadkov, ločevanje surovin, prinašali v center ponovne uporabe še uporabne stvari, se šli odgovorno potrošništvo in pa uporabljali embalažo za večkratno uporabo. Hvala, toliko za uvod. Hvala lepa. Tudi to gradivo je obravnaval Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor. In bom prosil predsednika, gospoda Toneta Offentauška, da poda mnenje odbora k predlogu sklepa. Hvala za besedo. Ja, po izčrpni razpravi in pa razlaganju direktorja komunalnega podjetja je odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor predlog o sprejetju finančnega načrta in plana dela javnega komunalnega podjetja Slovenska Konjica za leto 2017 strinjal s potrditvijo ter ga predlaga v obravnavo na občinskem svetu. Hvala lepa. Odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim, prosim za mnenje odbora.
Tudi odbor za finance je obravnaval plan in načrt ter predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o sprejemu finančnega načrta in plana JKP za leto 2017. Hvala lepa. Tudi nadzorni svet javnega komunalnega podjetja je obravnaval in sprejel finančni načrt in ga potrjuje. In sedaj pa odpiram razpravo na to temo. Se pravi plana in finančnega načrta. Gospod Hren pa gospod Hlačar. Hren? Gospod Hren, ja. Ja, hvala lepa za besedo, vsem skupaj lep dober večer. Zanimajo me dve stvari. Okrog podpisa pogodbe za najem Cero strani Zreč, kako daleč je ta zadeva in pa kako je v zvezi z sanacijo starega odlagališča. Ja, za sanacijo starega odlagališča pravzaprav je treba biti bolj precizen. Staro odlagališče je Graščak, pa novo odlagalno polje. Za novo odlagalno polje, ki je bilo kasneje zgrajeno, je v fazi pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja. V tem tednu oziroma v začetku drugega tedna pošiljamo še neke dopolnitve, katerega je ARSO od nas zahteval. Seveda je to kompleksen problem, kar pomeni, da glede na to, da monitoringi kažejo na določene izpuste v podtalnico, bo potrebno v naslednjih letih urediti ustrezne sanacijske ukrepe. Ne bi želel ta trenutek prejudicirati, pa govoriti o zadevah, o višinah, koliko bo to prišlo, ker tega še ni, pač pa bo to strokovni odbor, ki bo tudi, bi rekel, formiran za to vrstno pridobitev, za te postopke, to tudi razgradil. Mi pričakujemo okoljevarstveno dovoljenje za novo odlagalno polje v letošnjem letu, verjamem v prvi polovici letošnjega leta. Kar se tiče starega odlagališča Graščak, se bo postopek začel v letu 2018, enak postopek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Kot vam je znano, smo v letošnjem letu že podali tudi izjavo za finančno jamstvo, katerega je pač zakonodaja tako daleč privedla, da je zadosti izjava lokalne skupnosti. In tu so bile 3 lokalne skupnosti umešane in to gre zopet za novo, to se pravi novo odlagalno polje, za katerega se pridobiva okoljevarstveno dovoljenje. Ta finančno jamstvo je bilo izračunano nekje na 958 000 evrov in ga je treba imeti 30 let. Sočasno pa že mi danes sodelujemo z vsemi 3 občinami, Konjice, Zreče, Vitanje, z letnimi dogovori. Letni dogovor je pogodba, v kateri so pa navedene natančne aktivnosti, kaj treba v določenem letu narediti. In ti letni dogovori so v višini zneska med 55 pa tudi do 107 000 evrov. To je pač odvisno, kakšne so zahteve, kaj je treba v katerem letu narediti. Neko leto je dinamičnejše, nekatero leto pa je kasneje. In drugo vprašanje, ki ste ga zastavili glede podpisa najemne pogodbe, lahko rečem, da za leto 2016 imamo podpisane vse najemne pogodbe, to se pravi Konjice, Zreče, Vitanje. Z Vitanjem smo uspeli v letošnjem letu pa podpisati za obdobje 2017-2018, pomeni dvoletno, kar smo tudi posredovali tudi občini Zreče, katera še pač na to zadevo ni odgovorila. To je postopek, bi rekel, celoletni usklajevanja. Predvsem pa je to postopek lokalne politike, ki se pač mora tudi odločiti, kaj bo s tem centrom. Namreč Zreče in Vitanje so podelile 10-letno koncesijo, tukaj je določeno premoženje, od katerega se pričakuje, da bomo plačevali najemnino, na drugi strani so pa stroški, da mi vzdržujemo to premoženje v pravi kondiciji, ki so večji od te najemnine. In seveda tukaj je stalna borba, bi rekel, v usklajevanjih in status quo. Vse pa kažejo, ali pa podali smo tudi ustrezna izhodišča za rešitev tovrstnega izziva, če se tako izrazim, ampak tu je pač, bi rekel, zopet tako, politika se mora odločiti, mi bomo pa strokovno izvedli. Hvala lepa. Gospod Hlačar. Hvala lepa za besedo. Tule, ko sem to dokumentacijo pregledoval, se mi je zdelo, da nekaj manjka. Pri oskrbi s pitno vodo so podatki za vsa leta nazaj, koliko vode je bilo prodane, ne pa koliko je načrpane. V prejšnjih letih pa smo imeli tudi ta podatek, ker če je to tako, verjetno izgub ni, vemo pa, da to ni res.
in nimam predstave, kaj to je, nekaj je bilo skoraj 2:1 razmerje in tudi poudarek na, rekel, odklanjanju oziroma odpravljanju izgub, dolgoročno, kako pri tega. Tu nisem zasledil. Hvala. Ja, to je stvar letnega poročila, ki ga boste dobili v obravnavo v mesecu aprilu, ne pa plana, ker mi ne moremo planirati, koliko bomo načrpali. In dejansko, da imamo poenoten sistem pri planu, so planirane in tisto, kaj je bilo doseženo, pri letnem poročilu, ki pride, pa je takrat dejansko načrpana in prodana voda. Tam se pa tudi potem vidi, koliko je bilo v tekočem letu, oziroma preteklem letu dejansko te razlike. Prosim. Hvala. Gospod Koren. Hvala, lepo večer. Jaz bi rad najprej pohvalil delo komunalnega podjetja, kar nam govori lansko letno pozitivno poslovanje in pa za letošnjo leto planirano poslovanje tudi pozitivno. Rad bi pa opozoril, da še v občini vedno nimamo primerne oskrbe z vodovodom in cirka 15 stanovanjskih hiš na Tolstnem vrhu in pa ravno tako 15 hišnih številk v Podpeči. Res, da je tule v planu, jaz nisem zasledil nič noter, res je to povzetek, pa me zanima, če se na tem področju kaj premika oziroma je skoraj nedopustno, da se še to dogaja. Hvala. Ja, vse premika in to sicer na obeh področjih. Če začnem najprej vodovod Podpeč. Vodovod Podpeč se bo delal v dveh fazah. V prvi fazi je predvidenih 9 priklopov, 16 uporabnikov, 450 metrov vodovoda, predračunska vrednost 48.000 evrov. Je pa v fazi pridobivanje soglasij na projekt za gradbeno dovoljenje. Ko so soglasja pridobljena, vložimo v letošnjem letu za izdajo gradbenega dovoljenja. Kdaj se bo šlo to pa izvajati v izvedbo, je pa odvisno od tega, kdaj bo ta sredstva zagotovljena v proračunu. Druga faza je faza, ki bo delala največ težav zaradi dveh lastnikov, ki ne želijo podpisati služnostne pogodbe, tam, kjer pač mora vodovod potekati. V prvi fazi so pa že služnostne pogodbe vse pridobljene. Grem na vodovod Tolsti vrh, gre pa za malo širši in večji projekt. Gre za izgradnjo cirka 3800 metrov vodovoda, na katerega bi se vključilo 18 gospodinjstev, to je cirka 40 ljudi. Skupna investicijska vrednost brez DDV-ja 265.000 evrov. Trenutno je narejena idejna zasnova s spiskom lastnikov zemljišč. Od 23 lastnikov je že 14 knjižena služnost, manjkajo še pa 3 podpisi in seveda tista razlika, da bo knjižen noter. To je današnji podatek od gospoda Planklja in tu se je zelo veliko naredilo, ker so tudi ustanovili odbor in smo zelo hitro dejansko do teh pogodb tudi prišli. Po pridobitvi služnosti naročimo, in to imamo mi v planu tam, kjer je za dokumentacijo na vodovodnem, ko boste gledali tabelo za vodovod, mislim, da 8.000 evrov je ravno mišljena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, potem gre to v soglasje in ocenjujemo, da bi do konca letošnjega leta vložili za gradbeno dovoljenje. Ocenjujemo, da bo v letu 2018 to gradbeno dovoljenje izdano in seveda potem pa v občinskem proračunu nekako zagotoviti od 265.000 evrov, cirka 200.000 evrov sredstev v obdobju, katerega bo pač po sposobnostih v proračunu to rezervirano. Rekel sem malo večji objekt, to pomeni objekt, ki ga bo treba izvesti javni razpis in so ostalo, tako je pač tukaj za to potrebno. Toliko za ovod. Se pravi, premika se. Je pa kot običajno, da ta papirnata faza traja dosti krat dlje kot pa sama fizična gradnja. Gospa Melina Brečko-Poklič. Mene pa zanima, kako pogosto načrtujete preventivne deratizacije. Na starem Trškem jedru se prihajajo pogane, nerodno je. Ni komunala. Kak? Vi to ne delate? Ja, na kanalizacijo. Ja, pardon. Ja, to mi izvajamo seveda z podizvajalci 2-krat letno
Je pa res, da je to zopet odvisno od leta do leta, ko je sušno leto ali pa ko je mokrejše leto. Tako da res pa je tudi tako, če to ugotovimo oziroma da dobimo signal z terena, tudi ni doben težav, da to še ponovno nastavimo. Nastavimo pa preko 300 VAP na našem omrežju, to pomeni 300 mest, kjer se to dogaja, to je samo v Konicah, potem pa še tudi na ostalih kanalizacijskih sistemih, tako da je okrog 400 teh mest, kjer se to redno, dvakrat letno, to je po pravilih igre, ki jih pač moramo to izvesti. Kje ste rekli, da je to za... To se pravi, da še vedno preveč uporabnih stvari zmečamo. Ja, hrane v kanalizaciji. Še želi kdo besedo? Gospod Štefanič? Vprašanje je, kako to, da je bil narejen obvoz, se nič hudega na vse zadnje, za svet za varstvo potrošnikov. Običajno smo imeli take stvari, ni bilo. Vem, da ni bilo. Ni spremembe cene. Ni bilo. Sej, verjetno bi bil rezultat tu nekaj isti. Metodologija pride na občinski svet. Cene pa ja. Sej zato se je pa kolega Jože tudi oglasil kot član sveta. Nekaj je manjkalo. No pa ni bilo, jaz mislim, da ni bila napaka narejena. Ne, se ne gre za napako, verjetno ni bilo čisto nujno. Ne, ni bilo nujno, ker ne gre za spreminjanje neke cene, ne direktno. Ko pa bo, pa bo. Ja, aprilska seja boste imeli veliko dela. Elaborati gredo potem na vse te odbore, če pride. Še želi kdo razpravo? Ugotavljam, da ni več razprave in predlagam glasovanje. Občinski svet, da sprejme finančni načrt in plan dela javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice za leto 2017. Glasujemo 1 za, 2 proti. Hvala lepa. Ugotavljam, da je finančni načrt in pa plan dela za leto 2017 soglasno sprejet. Hvala lepa direktorju. Mi pa prehajamo na podobno zgodbo v zvezi s stanovanjskim podjetjem Konjice. 6. točka, predlog sklepa o soglasju k poslovnemu načrtu stanovanjskega podjetja Konjice za leto 2017. Uvodno predstavitev bo opravil direktor gospod Tomaž Rihteršič. Dober večer, spoštovani župan, svetnice, svetniki, ostali prisotni. Torej, pred nami je plan za podjetje razdeljen po posameznih stroškovnih mestih, kakor smo bili navajeni. Dodano je novo oblikovano stroškovno mesto inženiringa. Prvi del obsega pisni plan, drugi del pa tabelarično še finančni plan za podjetje in stroškovna mesta. Če grem na glavne poudarke plana, je seveda prva zadeva gradnja večstanovanjskega objekta na spodnjih Prelogah 84, ki smo ga pravkar že začeli. Pričakujemo, da ga bomo pred koncem leta predali kupcom, seveda vključno z pridobitvijo uporabnega dovoljenja. V tem planu je predvidena prodaja 8 od 11 zgrajenih stanovanj. Naprej bomo pripravili zemljišče, predvsem optimizacijo prostorskih aktov za nadaljnjo stanovanjsko gradnjo in pa tudi iskali in kupili zemljišče še za naslednja leta. V podjetju pravkar poteka zamenjava informacijskega sistema, vključno z vso programsko opremo in vzporedno izvajamo tudi reorganizacijo organizacije službe upravljanja. Predvsem z željo postati odzivnejši in učinkovitejši. V planu je predvidena rast števila objektov v upravljanju in pa na tem področju predvsem podpiranje energetskih sanacij večstanovanjskih objektov. Za letošnjo leto so planirane 4 celovite energetske sanacije. To pomeni poleg fasade še sanacija oziroma izboljšava ogrevalnega sistema in pa tudi toplotna izolacija strehe in zamenjava strešne kritine v večini slučajev in pa 4 fasade dodatno.
Za vsa ta dela tudi planiramo pridobitev subvencij ekosklada in te sanacije naj bi presegle vrednost 1 milijon evrov. Na strani 12 in 13 imate prikazan plan porabe proračunske postavke za upravljanje in vzdrževanje občinskih nepremičnin. Ta postavka je planirana v skupni vrednosti 240 tisoč evrov, kar je enako, kot je bila poraba v letu 2016. Zajema pa poleg nepremičnin tudi vzdrževanje nekaterih drugih objektov, ki so v občinski lasti. Za samo vzdrževanje stanovanj je na koncu planiranih 131 500 evrov in imate prav tako v tabeli prikazana dela, ki so planirana. Med njimi naj bi se pričela tudi gradnja oziroma urejanje bivalnih enot. Nadaljevali bomo tudi obnovo toplovodnega omrežja v skladu s sprejetim planom, predvsem seveda s ciljem zmanjševanja toplotnih izgub. Pričeli smo že z projektom daljinskega nadzora toplotnih podpostaj in kotlovnic. Pripravili pa bomo tudi vse potrebno za prijavo na razpis na ekosklad za nadaljnjo prenovo kotlovnice na Prevratu. Na ta razpis se nameravamo prijaviti v pričetku naslednjega leta. Sicer pa želimo nadaljevati trend zniževanja terjatev podjetja in s tem zagotavljati stabilno poslovanje. Terjatve so prikazane na strani 21 v tem planu in v teh terjatvah oziroma v nadaljnjem zmanjševanju vidimo tudi dodatni potencial podjetja. Za potrebe premostitve med gradnjo planiramo najeti kratkoročni kredit. Višino bomo določili glede na dejanske prilive iz prodaje stanovanj, planiramo nekako 200 tisoč evrov kredita, ki pa ga naj bi v skladu s tem planom odplačali pred koncem leta. Poleg tega pa planiramo za potrebe nakupov zemljišč najeti kredit v višini 100 tisoč evrov. Sicer je prav tako na strani 21 prikazano stanje zadolžitev. Sicer v letu 2017 planiramo znižanje prihodkov za 6%, ampak to predvsem zato, ker je v planu prodaja samo 8 stanovanj od 11, dočim iz samega poslovanja planiramo dvig realizacije za 4%. Zaradi gradnje se bodo povečali tudi odhodki, razumljivo. Sicer pa planiramo leto zaključiti podobno kot prejšnjo leto z dobičkom okoli 60 tisoč evrov. Še naprej je plan naravnan tako, da zagotavljamo zanesljivo izvajanje nalog, ki nam jih je določil lastnik, predvsem neprofitno stanovanjsko funkcijo, zanesljivo oskrbo mesta s toploto, obenem pa seveda nadaljujemo z stanovanjsko gradnjo in večjimi vzdrževalnimi deli. Ta plan je obravnaval in sprejel nadzorni svet stanovanjskega podjetja na redni seji 25. januarja. Hvala lepa. Prosil bom predsednika odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospoda Toneta Ofentavška, za mnenje odbora k predlogu sklepa. Hvala, župan. Sklep je bil odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor je obravnaval predlog sklepa o soglasju k poslovnemu načrtu stanovanjskega podjetja Slovenske Konjice d.o.o. za leto 2017 in se strinja s potrditvijo ter ga predlaga v obravnavo na občinskem svetu. Hvala. Poslovni načrt je obravnaval tudi Odbor za finance in premoženje. Gospod Stane Frim, prosim za mnenje odbora. Tudi odbor za finance je obravnaval predlagan načrt in predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k poslovnemu načrtu stanovanjskega podjetja. Kot je že direktor omenil, je tudi nadzorni svet dal pozitivno mnenje k poslovnemu načrtu, zato mi drugega ne kaže, kot da odprem razpravo. Zaključujem razpravo, očitno ni gospod Štefanič. To je tudi poročilo na strani 9
tretji odstavek. Piše takole, na zborih lastnikov, ki smo jih imeli v letu 2016, smo sprejeli sklepe, ki nadalje vodijo k ukrepom o varčevanju in planiranju energetskih obnov večstanovanjskih objektov. Kaj to pomeni? To pomeni, da so se etažni lastniki na več zborih, kot sem tudi že na predstavitvi omenil, da so se odločili za energetske prenove njihovih objektov v letu 2017. In zato so seveda v letu 2016 morali sprejeti ustrezen sklep. Hvala. Za tole še gospod Koren. Ja, jaz bi imel to samo eno vprašanje, zdaj ne vem, če čisto glih paše v plan, ampak v planu je tudi vzdrževanje. Jaz bi vprašal, kakšne naloge ima stanovanjski sklad, oziroma če ima sploh pravico pri nadzoru neprofitnih stanovanj. Čisto slučajno sem bil v enem od neprofitnih stanovanj in je stanje bilo tako porazno, da si skoraj ne moreš misliti, da je lahko sredi mesta stanje v stanovanju tako slabo. Ne vem, če imate sploh pravico nadzirati to lastnino, jaz mislim, da se zelo dela škoda v stanovanju. Ja, hvala za to vprašanje. Namreč, mi imamo pravico seveda nadzirati, kaj se dogaja v stanovanju. In sicer ima lastnik oziroma mi kot zastopnik lastnika pravico vstopiti v stanovanje 2-krat letno, seveda po nekem postopku. Najemnik v skladu z pravilniki oziroma zakoni nima pravice posegati v stanovanje brez soglasja lastnika. Moram pa reči, da se dogajajo na tem področju stvari, ki niso všeč nam, pa še komu drugemu ne. In to zdaj, kadar gre tu za starejša stanovanja, verjamem, da je manj predmetno, je pa stanovanje bolj zanemarjeno. Se nam pa dogaja tisto, kar je velik problem, da dobimo slabega najemnika v novo stanovanje, ki je po letu, dveh praktično povsem uničeno. Vendar žal zakonodaja je taka, da mi lahko takšnega najemnika samo deložiramo. Tudi takšni predlogi so bili tudi, sicer ni šlo nikoli potem zaradi tega krivdnega razloga do deložacije, vedno smo se potem dogovorili, na kakšen način se bo stanje saniralo. Se je pa zgodilo, da so se stanovanja, ki so bila demolirana, da so se izselila in smo jih morali seveda potem prenavljati. Drugače pa redno spremljamo stanja in tudi se vsa stanovanja pregledujejo na periodično obdobje, načeloma vsako leto. Hvala lepa. Gospod Štefanič, kratko repliko. Kakšna je usoda tistih stanovanj nad bivšim Drvinskim domom sredi Loč? Nasprot kulturnega... Na Železnino, ne mislite? Stari trg 3. Ja, tu nasprot kulturnega doma. Ja. Kaj? Ne. Ne. Ja, dve trgovine sta bili. Stari trg 3. Stari trg 3. Za Stari trg 3 je že pripravljen projekt prenove in sicer se bo v letošnjem letu v skladu s tem planom začela prenova prvega nadstropja in sicer se bo prenovilo v eno neprofitno stanovanje in 3 bivalne enote ali v eno neprofitno, ki bo pa možno tudi uporabljati kot eno neprofitno stanovanje, kot 2 neprofitne stanovanja in eno bivalno enoto. Tako da bo potem pač v skladu z potrebami to uporabljeno. Nadaljna prenova stavbe je pa seveda povezana tudi s sedanjim najemnikom, ki je spodaj. Trenutno je spodaj stavba zasedena, zgornji del stavbe je pa v precej slabem stanju, zato je tudi bila izbrana za to prenovo. Hvala. Še enkrat Peter Koren. Ja, zanima me ona stavba tam pri gasilskem domu, ko je bila pol nazadnja samo strežna trgovina.
dol proti Dovalentu v Mesnici tisto za pritličje, pa to je v lastu občine ali... Privatni objekt. Ne vem, vprašam. Privat je? Ja, privat lastnik je. Išče kupca. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da smo izčrpali razpravo, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k poslovnemu načrtu stanovanjskega podjetja Konjice za leto 2017, enka za, dvojka proti. In ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Hvala lepa direktorju. Mi pa prehajamo preko komunale stanovanj na šport. 7. točka, to je predlog letnega programa športa v občini Slovenske Konjice in pa predlog sklepa o soglasju k finančnemu načrtu Zavoda za šport Slovenske Konjice, seveda oboje za leto 2017. Uvodno predstavitev bo opravil direktor magister Matej Šretl. Hvala za besedo. Spoštovane svetnice in spoštovani svetniki. Kot je župan omenil, bom predstavil dva dokumenta. In sicer za uvod naj povem, da sta oba dva dokumenta, letni program športa ter finančni načrt Zavoda za leto 2017 bila sprejeta na seji sveta Zavoda dne 30.1. leta 2017. Letni program športa je naš vsebinski dokument, ki pove, s katerimi stvarmi se bomo ukvarjali, v finančnem načrtu pa bom predstavil finančno konstrukcijo, ki jo letni program športa predvideva. V letnem programu športa še samo to nakratko omenjamo javni interes v športu, ki ga bo lokalna skupnost uresničevala v letu 2017. In sicer vsebinsko je razdeljen na več sklopov, vsebinsko tudi najširši sklop so to športni programi, ki jih Zavod za šport financira, sofinancira ali pa na kak drug način pomaga pri njihovem izvajanju. In sicer gre se za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine izven obveznega izobraževalnega programa, kjer Zavod za šport sodeluje z šolami po občini ter z vrtcem. Potem je športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne aktivnosti, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Tu je področje, potem, ki ga pokrivamo z razpisom letni program športa in sofinanciramo, bom rekel, tiste programe do U18. Potem imamo tudi kakovostni šport, imamo vrhunski šport, ki ga sicer naše občini zelo malo, šport invalidov, športno rekreacijo, kjer pač nudimo športne objekte, ki jih imamo v občini, šport starejših. Na tem področju že 3. leto sodelujemo z Lamprechtinovim domom iz Slovenskih Konjic in nudimo brezplačno vadbo za naše seniorje v športni dvorani. Drugi večji del letnega programa športa so potem športni objekti, ki jih Zavod za šport vzdržuje. Tu zdaj posegamo na področje investicij, ki jih bom na tem delu vsebinsko nakratko obrazložil, potem finančno načrto, pa tudi finančno. Zavod za šport planira v letu 2017 dve večji investiciji, in sicer ena je začetek izgradnje oziroma obnove možnega nogometnega igrišča na Dobravi, in pa druga večja investicija je pa obnova umivalnic in garderob v športni dvorani. Ostala področja, še ki jih letni program športa obravnava, so razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športno, pomoč pri športnih prireditvah, družbeno-okoljska odgovornost ter pa različni podporni mehanizmi, kot je na primer pomoč našega računovodskega servisa pri svetovanju klubom in društvom. Zdaj pa, če gremo kar k številkam, ki jih imamo v finančnem načrtu Zavoda za šport. Na strani 3 v zgornji tabeli, kjer imamo plan prihodkov, občinska sredstva za izvajanje službe javnega zavoda. Če vidimo prvih par postavk do investicij, vidimo, da so v letu 2017 planirane v enakem nivoju kot v 2016. Torej, proračunska sredstva čisto enaka kot lansko leto. Je pa razlika pri investicijah, ker je v letu 2016 bilo planiranih 45.000 evrov, je v letu 2017 200.000 evrov. In sicer za investicijo obnove pomožnega nogometnega igrišča na Dobravi 150.000,
ter potem še 50 000 za ureditev umivalnic in garderob v športni dvorani Slovenske Konjice. Skratka, v skladu s sprejetim proračunom. Kar se tiče ostalih prihodkov zavoda, mi jih nekako imenujemo tisti lastni prihodki, ki jih zavod generira z aktivnostmi, ki jih izvajamo na trgu, kar je oddajanje športne dvorane v najem rekreativcem in pa tistim, ki jo najamejo za prireditve, potem so računovodske storitve računovodskega servisa zavoda, uporaba štadiona, najemnine, prihodki z različnih razpisov in pa potem oddaja našega drsališča. Mi smo načrtovali za okoli 80 000 sredstev, dosegli smo jih okoli 83 000 evrov, 613. Tudi v planu za leto 2017 ostajamo realni in ostajamo v okvirih doseženih rezultatov iz leta 2016, kar je slabih 83 000 evrov. Če nekako to damo v odstotke, tisti reden del brez investicij, kaj dobimo v sklopu proračuna znaša okrog 77 in pa potem 23% je pa tistega ostalih prihodkov oziroma lastnega dela. Če še te odhodke, ki jih planiramo v letu 2017, izrazim skozi vsebino, so to področja predšolskega in šolskega športa, dotacije klubom in društvom, tu ta so vezana predvsem na razpis letnega programa športa, ki zdaj že tretje leto zapored ostaja na nivoju 97 000 evrov. Tu pač so že bili časi boljši, tudi 107 000 evrov je že bilo in upam, da se kmalu spet vrnemo v tisto obdobje z višjimi sredstvi na podlagi letnega programa športa. Funkcioniranje zavoda, obratovalni stroški dvorane, funkcioniranje in vzdrževanje ŠRC Dobrava parka, kot vidimo te postavke v tej tabeli na strani 4 finančnega načrta, tudi ostajajo na nivoju leta 2016, tako da smo načrtovali v odhodkovni strani leta 2017 354 000 evrov odhodkov ter planirali za 360 000 evrov prihodkov, kar pomeni, da je naš finančni načrt pozitivno uravnotežen. Na kratko, z moje strani, vprašanja. Hvala lepa. Najprej bom prosil odbor za družbene dejavnosti, predsednika Jureta Leverta, da poda mnenje odbora k obema sklepoma, finančni načrt in pa letni program. Hvala za besedo. Odbor je oba načrta obravnaval in daje pozitivno mnenje tako k letnemu programu športa, kot tudi finančnemu načrtu Zavoda za šport in predlaga občinskemu svetu, da oba dokumenta sprejme. Hvala. Odbor za finance in premoženje je obravnaval finančni načrt, prosim predsednika za mnenje. Hvala tudi odbor za finance je obravnaval finančni načrt in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k finančnemu načrtu zavoda. Hvala lepa. Tudi svet zavoda je obravnaval oba dokumenta, tako finančni načrt in pa letni program športa in je oba daje pozitivno mnenje oziroma je sprejel. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave in predlagam glasovanje seveda za vsak sklep posebej. Najprej občinski svet sprejme letni program športa v občini Slovenske Konjice za leto 2017, 1 za, 2 proti. Glasujemo še kdo? Konec glasovanja? Ok, hvala. Ugotavljam 18 za, nihče proti. Ugotavljam, da je letni program športa v občini za leto 2017 sprejet. In še drugo, občinski svet sprejme sklep o izdaji soglasja k finančnemu načrtu Zavoda za šport Slovenske Konjice za leto 2017. 1 za, 2 proti. Konec glasovanja. Tudi 18 za, nihče proti. Ugotavljam, da je tudi izdano soglasje k finančnemu načrtu Zavoda za šport za leto 2017. Hvala lepa direktorju. Mi pa prehajamo na... Kako?
Okay. Ne glede, da smo glasovali, to nič ni, samo nekaj bi me zanimalo. Te klube, ko imamo, pa jih štejemo k vam, ki se z nogometem in s tem ukvarjajo. Tu noter tega tudi nisem videl. Zanima pa me, a so ti ljudje, a so ti pobi zavarovani ali niso zavarovani. Namreč jaz govorim to z tega stališča mojega, ker sem po sodišču hodil. Glede poškodbe, ki se je naredila na igrišču. In takrat je bilo nekako povedano, da smo mi to, da bi naj bilo se uredilo eno skupno zavarovanje. Lahko, da to je, jaz za to ne poznam. Da se ne bi, ali je to možno, ali sploh to ni možno. Ker, gledajte, nesreče so, čujte, veliko se jih polomi, vam moram povedati. In če bi se to obrnalo na krajevno skupnost, tako kako se je pri meni v Tepanju, je to strahovit problem. Ker pol pride kak, krajevni skupnosti nimaš kaj, pol pride na tizga, ki pač je odgovoren, predsednika. In mislim, da bo to zadevo treba razrešiti enkrat. Če lahko daš. Ja, je vprašanje zelo na mestu za objekte, ki jih ima zavod v upravljanju. Imamo vse objekte zavarovano tudi našo odgovornost. Za objekte, ki jih nima, pa ne vem. Odgovora ne vem, za to, ampak za naše pa je posod, to je športna dvorana, to je park, to je atletska steza in tako dalje, za tiste pa vse. Vloča, v Žičah, v Tepanju, upravljavc mora biti zavarovano, v tem je hec, ne? Prosim? To je vprašanje upravljavca, mi imamo zelo različno situacijo po občini. Direktor pravi, to, kar je zavod upravlja, je zavarovano. Kar ima krajevna skupnost, ne vem, še kako drugo igrišče, to pa je druga zgodba, to pa ne vemo. Ja, ampak glej, moramo drugač gledati, vse pa to šteje vse skupaj, koliko je aktivnih nogometašov, koliko je unih, koliko je teh, gledajte, na drugi strani pa naj to zdaj krajevne skupnosti, vse skoč pa naj sredstva dobijo. Ja, zdaj smo pa tam. Ko se pogovarjamo o upravljavcu, bi vsak imel za sebe, ko pa treba deliti odgovornost, bi pa prelagali. Jaz predlagam, da naredimo, sigurno je tema potrebno posvetiti pozornost. Ne vem, pa mogoče občinska uprava naredi eno inventuro in pregled sedanjega stanja, pa da na podlagi tega predlagamo. Ja, glej, bi bilo dobro, gospod župan. Ker smo imeli par takih primerov. Tudi direktor stanovanjskega podjetja ni več tu, smo imeli eno zgodbo, ki izvira še z unih časov, ko smo naredili kak piknik, pa kako igralo, kje. Govorimo o tem primeru za 140 stanovanjskim blokom na Zrenici. Takrat je bilo fajn, Konus je dal material, možje so to našvasali, ženske pobarvale, piknik je bil, fajn je bilo. Ko pa je se zadeva zlomila in je prišlo do najhujše poškodbe, je pa na koncu takrat, ko obliznalo delno stanovanjsko podjetje, drugače pa občina, ker je zemlja tam javna, občinska, in je padla odgovornost potem na občino, če jih nihče z občinske uprave sploh ne ve, da za to je igralo. Ampak govorimo o tem, certificiranje, zavarovanje, to je današnji izum, tega v socializmu ni bilo, to je bilo vsem vse jasno. Je pa pametno, zapisano bomo naredili eno inventuro vseh igrišč, kakšna je situacija, in pozvali tudi upravljavce, da nekaj na tem naredi. Ja, upravljavce, kak je pa stanje zavarovanja, to pa ne vem. To mislim, ja. Če lahko na to temo. Dejansko vse ni to topla voda, da moramo odkriti. Upravljavci bojo z veseljem zavarovali, če bojo dobili sredstva, vse. Tudi zavod jih dobi iz proračuna. Ne, mi zdaj ne vemo, kakšna je sploh situacija. Vedno pravim, stane narediti, ampak pol je treba pa sredstva daje, če hočemo zavarovati. Predsednik nima veselja imeti nezavarovano igrišče, pa ga mora strah biti. Če pa nima denarja, pa ne more zavarovati. Tako da ja, stane narediti. Gospod Arlec? Upravljanje, in mi smo to predali upravljanju Zavodu za šport, smo zdaj sklenali pogodbo in oni prevzemo odgovornost in tudi zavaruje ta naš objekt. To smo tako uredili in pač to plačujemo, to vzdrževanje skozi leta, iz lastnih sredstev. Jaz predlagam, da to temo naredimo stanje, povzetek, pa potem mogoče s predsedniki krajevnih skupnosti
to zadevo dorečemo, kako bomo zapeljali, da bo. Ja, drugače, na primer, tudi lahko rečem, iz KS Belovo so se na nas obrnili glede bazena in smo jim tu pač pomagali, da smo dobili take pogoje, kot jih ima zavod, ki se prijavi v sklopu razpisa, v sklopu občine in so pač zavarovali. Tudi tam ima za en primer letos, ampak se rešujejo preko zavarovalnice. Zdaj bomo lahko se 3 dni pogovarjamo. Ko bomo videli stanje, bomo iskali rešitve. To je moj predlog in izgubljamo zelo čas. Je pa prav, da odpiramo take teme, ko se pojavi tako vprašanje. Kot sem dejal, prej smo že zaključili 7., prehajamo na 8. točko. To je predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet Zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice. Predstavitev predloga bom prosil predsednika KVIA za gospoda Jožeta Hlačarja. Svet Zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice je občino pozval k imenovanju 2 predstavnikov ustanovitelja v svet Zavoda zaradi poteka mandata dosedanjih članov. Komisija je sprožila ustrezne korake oziroma naredila in pozvala za kandidature za ta mesta. In seveda prišli so 4 predlogi in KVIAS je te obravnaval in seveda smo predstavili vse kandidate in seveda potem tudi odločali. In pred vami je sledeč predlog. KVIAS je obravnaval te člane in seveda glasoval. In gospa Angela Hren je dobila 4 glasove, gospa Irena Vodič tudi 4, ostala 2 pa po 1 glas. Torej, predlog je sledeč, da komisija predlaga občinskemu svetu, da za člane sveta Zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice imenuje Angelo Hren in Ireno Vodič. Hvala lepa predsedniku KVIAS-a. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave. Prisotnost je 20, koliko vidim. Glasovanje. Predlog občinski svet sprejme sklep o imenovanju Angela Hren in Irene Vodič za članice sveta Zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice. 1 za, 2 proti. Hvala. Končano glasovanje. 18 za, proti nihče. Ugotavljam, da sta gospa Angela Hren in pa Irena Vodič imenovani kot članici sveta Zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice za naslednje mandatno obdobje. Mi pa prehajamo na 9. točko, to je vprašanja in pobude. Jaz bom tokrat čisto kratek, samo napoved naslednje seje. Predvidoma četrtek 30. marc, to bo že ob 19. uri, ker bo že poletni čas. Zdaj pa dajem vam besedo. Vprašanja, pobude. Gospod Ofentavšek, Kolar. Hvala lepa, gospod župan. Jaz bi mogoče rad od tebe slišal, ker ti si edini, ko to veš. Tako različno čuješ, enkrat govorijo ta povprečnina, kaj jaz vem, po glavi je toliko, drugič govorijo toliko, pol župane vi predlagate svojo, kar je pravilno. Zdaj, ko smo že proračune sprejeli, tam se še zmer nekaj pogajajo, nočejo zravno dati, ali ko tukaj rečeš v vezi tega, daleč je ta situacija. Skupnost občina, verjetno ste pa skupaj, da nekaj zahtevate. Trenutno situacija je taka, da še noveden ne ve, kaj v končni fazi bo. Namreč, iz teh 522 smo prišli na 530 za leto 2017, ampak kot sem dejal, 2 ukrepa vlade sta odnesla tiste učinke povišanja, tako da smo ugotovili, da smo že v izgubi. Zdaj, zadnji predlog je bil 2,5, nekaj takega po glavi, predlaga Ministrstvo finance, z naše strani seveda to premalo in pogajanja se še vedno potekajo. Imam pa tak občutek, da
se včasih pogovarjamo vsak svoje, tako bi eden gledal Boč, pa se pogovarjal o Rogli in obratno. Bomo videli, kaj se bo izcimlo, nekaj velikega ne bo iz tega uspeha. In tudi sračunajte si 2 evra, pa pol, pa 3 evre, kaj to pomeni za našo občino, je drobižek, bolj lepotna zadeva. Že precej višjo, če bi šlo, takrat se nadaljevalo. Ja, bili smo na 536, na zadnje usklajeno. Pol je pa padlo, zdaj spet šlo malo gor, ampak tudi stroški naraščajo, predvsem na stroških dela v zavodih. Predvsem imam tu v mislih vrtec, tudi občinske uprave zahtevajo svoje sproščeno napredovanje, regresi in na koncu koncev tudi cene storitev, ki so zakonska obveza občine, pač dobiš nov cenik in taka je veljavna, nimaš kaj dosti vpliva. Gospod Kolar? Čujem, malo sem na slabem glasu. Jaz sem pa eno pobudo v zvezi z pregledom, rešitvijo in pa mogoče tudi ureditvijo prometnega dostopa ali pa bi rekel dostopa pešcev na pokopališču v Konicah. Skratka, govorim o delu na spodnji strani pokopališča, kjer ni pločnika in ki je glavna cesta Sojek-Kamna Gora Slovenske Konice z temu primernim prometom in z navado parkiranja na cesti. Zadeva je nevarna za pešce, tam tudi ni, mislim, da na strani, kjer se pločnik konča, ustreznega prehoda za pešce na pravo stran ceste za pešce, ki hodijo po cesti. In izogibanje avtomobilom, ki stojijo na cesti, je za pešce nevarno in bi bilo treba zadevo, po moji oceni, v najkrajšem času rešiti z izgraditvijo pločnika ob cesti, kjer se pač trenutno konča in je dovolj prostora. In pa tudi verjetno še bi bilo logično zasfaltirati tisti kos parkirišča, ki je na koncu zaenkrat še makadamski. Skratka, verjetno je rešitev več. V prvi fazi že tudi dovolj to, da se pač prepreči parkiranje tam in da se pač uvede neka kaznovalna politika, zato imamo ustrezne službe, da pa upravljavc ceste na pobudo upravljavca pokopališča pripravi neki načrt in to zadevo sanira, je pa res nujno. Zdaj v času zime je bilo to zelo problematično, ker je bilo pač nekaj snega, ampak zadeva je tudi poleti nevarna, tako da starši z otroki, z otroškimi vozički imamo res težave pri prečkanju in pri varnem prehodu na tej severovzhodni strani pokopališča na spodnjem delu. Hvala. Hvala, zapisano. Moram takole na kratko pokomentirati. Resnično je zadeva okolica pokopališča pač v stanju takšnem, kot je bila že pred nekaj leti. Nekaj pogovorov je že bilo z lastnikom zemljišča oziroma sadovnjaka, ki je zdaj že žal pokojni, na severni strani, se pravi pod cesto, ker tam manjka zemlje, da bi lahko kamorkoli širili. V vmesnem času je občina odkupila oziroma uveljavljala predkupno pravico in tisto, mi rečemo Višnarjeva hiša, odkupila in porušila, pripravila vse projektne dokumentacije, da bi se na tem mestu uredilo parkirišče, ampak kot marsikjer drug projekt, ki je v predalu, čaka na tiste čase, ko bomo za to zagotovili sredstva. Se pa strinjam, da je treba vsaj interventno v kratkem času nekaj tam spremeniti ali pa tudi spremeniti navade ljudi, ki so zelo komotni in parkirajo dobesedno na cesti. Pa bom prosil za dopolnitev še Igorja Frima, ki se s tem malo bolj tudi ukvarja. Seveda je pa vezano tudi na to cesto Vila Marija, ki pa ne vemo, kdaj jo imeli. Sem to dopolnil, da mi pripravljamo že projekt za ureditev parkirišča za Vežico in pa tudi to, ravno kar je bil gospoda Stanka Kolar, da se predvidi tudi pločnik in razširitev proti sadovnjaku za neko škarpo, verjetno, in potem razširitev ceste in pa potem seveda tudi navezava eventualno na področju obvoznika, ki bo tudi še enkrat, tisti, ki ne razumejo, da je tam cesta, da se jih z nekim dodatnim znakom opozori in da se tudi naša redarska služba malo bolj poglobi v ta problem, ko se bo enkrat rešilo glas, da pač se tam ne parkira, ker to je trenutna takojšnja rešitev, brez da investiramo karkoli. To pa ja, to pa ja. To, da pa se celostno reši na daljše obdobje, je pa neka želja, ki pač razumem, da ne more biti od danes na jutri,
ampak neki ukrepi so pa lahko takoj, ne? Ali pa vsaj označi, da je cesta, da razume, da sem na cesti, ker danes, ko se pelješ recimo dol, ne, z avtom proti mestu, se pelješ po svoji strani in daš smerokaz, da ga obvoziš, pa te čudno gledajo, ker mislijo, da se zabavaš, ne? V bistvu ga pa moraš obvoziti, ker stoji na cesti, ne? Tako da, mislim, da ljudem ni jasno, da treba dodatno malo označiti stvari. Prav, so pisano, to fantje malo pogledali, pa priporočali tiste, bom rekel, smiselne ukrepe, da rešujemo, da gasimo to situacijo, ki je. Še želi kdo besedo? Gospa Irena Vozlič. Mogoče samo eno obvestilo, pa rekla zahvalo, pa mislim, da je prav, da tudi svetniki to vedo, čeprav je že konec časa obdarovanj, no. Moram povedati, da kot vsako leto so tudi lanskega decembra naše stanovalce obiskali župani vseh treh občin in nam kot darilo namenili 1 tono briketov kurilnih, ki jih s pridom uporabljamo, saj imamo kamin in se naši stanovalci grejejo. Jaz mislim, da je prav, da to povem, tako da se res v svojem imenu, tudi imenu stanovalcem, zahvaljujem občini Slovenske Konjice. Hvala. Branko Založnik. Jaz bi vprašal, kdaj je kaj plan ta dostop na tržnico urediti malo ali pa ga celo končati enkrat, ne? Dva odgovora sta. Projektno je rešen, izvedbeno pa ni. V tem proračunu ga ni. Bomo videli, kdaj bomo lahko dali, v drugem letu. Projektno je pa rešeno, ja. Tako kot marsikaj. Hvala za vprašanje. Še želi kdo besedo? Ugotavljam, da smo izčrpali dnevni red 22. seje. Hvala lepa za sodelovanje in tudi za rekordno, ali pa recimo temu dokaj normalen čas, da smo spravili pod streho to 22. sejo. Zaključujem sejo in vam želim lahko noč.